Pozdravljeni v prvem povzetku prvega dne 16. festivala slovenskega filma v Portorožu, ki se tudi letos odvija v portoroškem auditoriju. Od danes dalje boste lahko na tem mestu spremljali dnevna poročanja z festivala, kjer vam bomo predstavljali festivalski utrip, filme, ki so se predvajali in intervjuje. Začenjamo v sredo zjutraj pri jutranji projekciji za osnovne šole. Skoraj 200 otrok si je v glavni dvorani ogledalo film Tuga Štiglica Poletje v školjki. Je že kdo od vas gledal film Poletje v školjki? Ja. Kakšen ti je bil film? Zabaven, zanimiv, smešen. In kateri slovenski film ti je najljubši? Kekec. Poletje v školjki, ki sem ga že 5-krat gledala. Gremo mi po svoje. Gremo po svoje. Poletje v školjki, tam je najlepši. Ob 13. in 15. uri sta sledila dva filma iz Panorame. Zbrani Zaupno v zaupnem režiserke Anje Medved ter Odmevi časa režiserke Eme Kugler. No, že ob 17. uri pa so se predvajali prvi filmi iz tekmovalnega programa, in sicer 6 študijskih filmov. Film Kar slišim, že vem, Darka Masneca, Ivan brez življenja, Domna Martinčiča, Družinsko srečanje Ive Musovič, Divji vzhod Maje Prelog, film Zadnja malica, ki ga je ustvaril takrat še dijak Nejc Zajec, ter dokumentarni film Medijski projekt Murko režiserja Nejca Levstika. Po projekciji smo se pogovarjali z Majo Prelog in Nejcem Zajcem. Divji vzhod je bil predvajan premierno v Kino Šiška v Ljubljani februarja. To pa je bilo tudi edinič poleg danes. Zdaj, glede na to, da je bil to prvi festival, na katerem je bil predvajan film, mogoče poveš, kakšne so bile reakcije, so bile take, kakršne si pričakovala? Pa v bistvu zraven mene je sedela igralka, tako da pač igralci imajo to hibo, da se vedno smejijo svojim pač obrazom, karkoli, ali pa vsaj imajo neko tako smešno reakcijo na sebe, ko se vidijo. Tako da nisem opazovala preveč ostalih, ampak vem, da je bil nek smeh. Zdaj, če je bil posmehovanje ali pa pač zaradi same smešnosti situacije, ne vem, ampak carsko. Kako to, da ste se spravili in posneli ta film? Ja, v bistvu to je zaključen video, ne šolski, razreden. In pač smo rekli, da bomo nekaj posneli res, ker ne posname vsak, da predstavimo šolo, kjer smo bili, da predstavimo razred, da se vidi v bistvu, da smo taki vsi za fore in to. In smo res en tak sproščen video naredili. In v bistvu nam ni bilo problem, mi smo res snemanje spremenili v zabavo. Prinesli smo si tudi pivo. Vpisal sem se na Akademijo za likovno umetnost na smer video in novi mediji, tako da ja, v bistvu video smer. Bom še nadaljeval to. Kako so pa kaj reagirali tvoji sošolci, ko so slišali, da je predstavitveni film razreda prišel na festival slovenskega filma? Ja, in to na tekmovalni program, res tudi sam nisem mogel verjeti. Tudi sploh nisem tega pričakoval in vsi smo bili tako res wow, a ne, neki, to je res dosežek zame. Letošnji prejemnik Badjurove nagrade za življenjsko delo je gospod Karpo Godina. V sklopu festivala se mu poklanjamo z razstavo, več o tem prihodnjič, ter z retrospektivo njegovih kratkih filmov, ki je potekala ob 19. uri. Lep dober večer, takoj na oder vabim Karpa Godino, avtorja filmov, ki bomo danes gledali, če lahko to muziko malo nam ugasnete oziroma ne.
Slovenska kinoteka je v sodelovanju z avstrijskim filmskim arhivom naredila nekaj, kar je zelo pomembno po mojem. In to je, razšila je tvoje amaterske filme. Ja, tragedija kompletno vse naše filmske dediščine je ta, da nam filmi propadajo, praktično bodo kmalu nevidni, z njimi gre pa paralelno tudi zvok horagov. Tako da, če se ne bo tukaj storilo, pač bomo ostali brez te dediščine. Kulturica, dobra, SK1. Mama mi je kupila kamero in tako smo potem na Češkem smo kupili zelo poceni film. Tajno smo jih razvijali na televiziji, brezplačno, ker smo imeli tam neke zveze in tako so nastajali ti filmi. Kar pa jaz bi ti na tem mestu čestital, ne bom rekel zakaj, tisti, ki še ne veste, se nam pridružite na otvoritvi ob 8:30 v amfiteatru in dajmo si zdaj pogledati te prekrasne, kratke filme. Dan je minil v trenutku in ura je bila 8:30, čas za uradno otvoritev festivala. Po pozdravnih nagovorih direktorja festivala Igorja Prasla, direktorja Radio-televizije Slovenija Marka Filija, piranskega župana Petra Bosmana, direktorja Slovenskega filmskega centra Joška Rutarja ter ministra za kulturo gospoda Uroša Grilca je Badjurovo nagrado prejel že omenjeni veliki filmski ustvarjalec Karpo Godina. Postati nesmrten in potem umreti. In verjetno sem jaz tle nekje. Festival je nato otvoril kratki animirani film Špele Čadež Boles, sledil pa mu je težko pričakovani in že nagrajevani prvenec Roka Bička Razredni sovražnik. Požel je stoječe ovacije. Režiser, tudi soscenarist in somontažer Rok Biček. Hvala za tako lep sprejem, boljše ste kot Benetka. Razredni sovražnik, Rok Bička me je totalno navdušil, mislim, da je izjemen film. Mala filmska mojstrovina je to, jaz sem pripričana, da to postala kar ena klasika. Moram reči, da sem pričakovala ful drug film glede na trailer. In definitivno mi je bil boljši film, kot sem pričakovala in sem ga ocenila s 5. In moram še malo razmisliti o njem, kar mi je zelo všeč. Film mi je bil zelo všeč. Občutljiva tematika, pokazana iz zelo različnih zornih kotov. Všeč mi je bilo tudi, kako se tempira celo dogajanje, kako iz enodimenzionalne zadeve postaja vedno večdimenzionalna. In mislim, da se je marsikdo kar malo zamislil, potem ko je bilo konec. Dobro posneto, odlično odigrano, čeprav sem slišala, da je bilo veliko naturščkov, ki so prvič igrali. Skratka, prvenec, ki se mu res lahko prikloniš. Težko je bilo, ker smo pač mogli dati sebe, pač res kle ven in je zvrtel tiste najglobje skrivnosti naše in tako. In je bilo kar pač psihično naporno, ampak rezultat je kle. Super. Zelo presenečen oziroma ponosen na bratranca. Bratranec je igral v filmu? Biček, režiser. V bistvu sem vesel, da je publika sprejela film na tak način in upam, da se bo ta energija prenesla tudi do konca festivala. Imamo en kup dobrih filmov letos, tako da se že veselim ogleda tega, kar so moji kolegi naredili. Navsezadnje smo generacija znotraj 4 let na akademiji in bo to en lep pregled tega, v katero smer smo se razvili avtorsko. In to je to, kar se je prvi dan dogajalo na 16. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Bodite z nami tudi jutri in do takrat pa čau.